Jelena Dimitrijevič-Kalčkova, svetovalka, pa nam bo danes nekaj več povedala o kandidi. Jelena, kaj je kandida in zakaj imamo težave z njo? Kandida je v bistvu glivica kvasovka, ki je normalno prisotna v našem telesu. Ima tudi svoje funkcije, predvsem kar se tiče prebave, absorpcije in uravnavanja krvnega sladkorja. Zaradi tega tudi na račun tega se tudi začne razmnoževati, če je sladkorja preveč v našem krvnem obtoku. In v bistvu v tem primeru, če se začne razmnoževati, tudi spreminja svojo obliko. Se prelevi v eno tako večcelično nitasto strukturo in zaradi tega tako prodre tudi skozi stene ožilja oziroma stene črevesja in v bistvu pride v krvni obtok. Skozi krvni obtok pa tudi prihaja v različne organe. Največji problem je tudi ta, da spreminja delovanje naših celic oziroma tudi vzame hranilne snovi iz naših celic. In kateri so ti simptomi, po katerih vemo, da imamo preveč kandide? Simptomov je kar veliko, lahko so tudi v povezavi z drugimi boleznimi, ampak prizadanejo tudi naš živčni sistem, zaradi tega smo recimo lahko zelo razdraženi ali depresivni ali se slabo koncentriramo, tudi taka močna utrujenost je lahko prisotna. Lahko so težave v prebavnem traktu, posebej na področju recimo želodca, potem imamo pol težave z gago ali se pojavijo kakšne druge bakterije v samem želodcu kot Helicobacter pylori, takrat v tem primeru lažje se tudi razbohoti. Potem recimo težave z drisko, z zaprtostjo, ponavadi je tak tipičen znak pri težavah s kandido napihnjenost, pa tudi se pojavijo kakšni vetrovi, krči v samem črevesju. Na splošno tudi, ko pojemo hrano, se tako slabo počutimo. Klasične variante so tudi spremembe na koži, če pojavi se tudi recimo kandida ponavadi na nohtih, na nogah, tudi recimo na hrbtu, na koži obraza, tudi recimo kot kakšne akne ali karkoli takega. Imunski sistem slabše deluje in tako naprej. Veliko je takih dejavnikov, predvsem zaradi tega, ker kandida tudi izloča toksične snovi v naš organizem. To še dodatno bremeni delovanje jeter in to so taki aflatoksini, različni formaldehid, pa potem alkoholi in tako naprej. In kako se lotimo reševanja teh težav? Reševanje težav je definitivno en proces, ne zgodi se čez noč. Lahko traja nekaj mesecev, lahko tudi traja eno leto ali več, zdaj odvisno, koliko so močne težave in koliko je recimo prišlo do teh sprememb v našem telesu, zahvaljujoč delovanju kandide, v patogenem smislu. V bistvu si predvsem moramo spremeniti način prehranjevanja. Kandida se predvsem prehranjuje s sladkorji, zaradi tega hrana ne sme vsebovati predelanih živil, predelanih ogljikovih hidratov, veliko enostavnih sladkorjev, tudi recimo ne alkohola, kave, živil, ki nas tudi zelo močno zakisajo, preveč živil živalskega izvora. Kaj pa prehranska dopolnila, si lahko z njimi pomagamo pri tem? Ja, vsekakor. V bistvu pravim, poudarek je seveda na pravilni prehrani. Kot smo rekli, to je v bistvu poudarek na zelenjavi, veliko zelene listnate zelenjave, veliko klorofila je zelo pomembno, da vnašamo v svoje telo. Ta program, ki ga mi tudi v Kalčku pripravljamo, predavanje na to temo bo tudi 18. maja, bo brezplačen program. V sklopu tega programa bomo predstavili tudi, kaj je potrebno narediti, da se tega pravilno lotimo, ampak na malo drugačen način. Ponavadi tako v prehrani na splošno se poudarja, da je treba izločiti vse sadje, vse ogljikove hidrate, pa uživati čim več zelenjave, pa recimo kakšnih več maščob in živil živalskega izvora. V tem programu pa bo malo drugače, bomo ga naredili izključno na rastlinski osnovi, tako da bo poudarek tudi na tem, da nekaj bo sadja v naši prehrani, nekaj malo brezglutenskih žit, seveda veliko zelenjave in nekaj stročnic. Pa kar se tiče prehranskih dopolnil, seveda vse, kar vsebuje tudi veliko klorofila, veliko zelenih stvari, ampak tudi začimbe so zelo pomembne, ki delujejo tudi protivnetno, ki tudi delujejo proti glivicam, bakterijam, različnim drugim parazitom, kot so klinčki, so izjemno dobra začimba, ingver, cimet, kurkuma, janež in različni čaji, ki so tudi bazični, ker v bistvu, ko imamo težave s kandido, potem je tudi telo ali
vsebuje veliko oziroma nakopičenih strupov, ali je tudi zakisano, ker kandida se tudi razmnožuje v kislem okolju, ki jo pogojuje in ki je tak izjemno dobro okolje za njeno razmnoževanje.